bi pa jaz rada še predstavila, zakaj sem se odločila za ta kar velik projekt. In sicer iz svoje lastne izkušnje lahko povem, da je res priročno imeti dobro pripravljen didaktični material, ko gremo v razred, ki ga lahko nesemo v razred in ga uporabimo kadarkoli. Še bolje pa je, če lahko ta material uporabimo večkrat in za različne namene in na različne načine. Moje mnenje je, da smo učitelji v šolah predvsem zato, da prenašamo znanje in da damo svojo energijo v izvedbo, da med poukom opazujemo učence, kako se odzivajo in da prilagajamo potek pouka, tako da bi vsi razumeli in sodelovali. Žal pa gre večkrat, kot morda že sem prepričala, da sami veste, da gre veliko časa za pripravo didaktičnih materialov. In ravno ta del sem pogrešala tudi sama, ko sem učila, zato sem se odločila, da če že pripravljam materiale za svoj pouk v nekih oblikah prototipov, sem želela to spremeniti v res kvaliteten material in da bo uporaben tudi za druge učitelje in predvsem za učence. Pomembno se mi zdi tudi to, da je material pripravljen strokovno in premišljeno in da zaobjema vse ključne teme in pač besedišče, ki ga lahko tudi merimo in se ga celo lahko tudi dotaknemo. Pomembno pa je tudi to, da lahko vedno znova uporabljamo te materiale na različne načine. Torej, pomembno je, da prenašamo kot učitelji znanje in da skrbimo za dobro dinamiko in vzdušje v razredu. Zdaj pa kako pravzaprav na vseh izobraževanjih nas učijo, kako je fajn, da uporabljamo pri pouku, da poučujemo skozi igro, da je dinamično, da je učenec v središču pozornosti, ne učitelj kot predavatelj, da smo učitelji bolj moderatorji in če samo uporabljamo učbenike, delovne zvezke, učne liste in rešujejo učenci na tak način, seveda je koristno, vsekakor na določenih točkah je to res zelo koristno, ampak je pa super še, če lahko pripravimo pouk tudi malo drugače. In zato sem prvo, naj na začetku povem, še to, da danes bom govorila o dveh družabnih igrah. Ena je za poučevanje angleščine in druga za poučevanje slovenščine kot prvi tuji jezik, še posebej pa kot drugi tuji jezik oziroma kot tuji jezik. Torej, pripravila sem pravzaprav 4 različne škatle tematske. Vse je pripravljeno v digitalni verziji. Za tisk sem pa pravzaprav se odločila, da začnemo s številko 1 in kaj se skriva v tej škatli številka 1, katere teme. Teme, ki jih pokriva ta škatla, so opis oseb, description of people, družina in prijatelji, family and friends, odnosi, relationships, poklici, occupations, pridevniki, adjectives, telo in zdravje, body and health, vreme, weather, oblačila, clothes, barve, colors in materiali, materials. Tako da, kaj še najdemo v tej škatli? Gre za igralno ploščo, kjer se pravzaprav s figuricami premikamo od točke A skozi tole kačo do točke B. Verjetno ta koncept že poznate iz kakšnih drugih družabnih iger, smo pa tole majčkeno še bolj dodelali in bom v nadaljevanju tudi predstavila, na kakšen način se lahko to uporablja. Skratka, vsebuje igralno ploščo, leseno kocko, zaenkrat osnovni paket, pač 4 figurice, kar se da, če imamo več učencev, se da tudi to drugače rešiti, bodi si z dodatnimi figuricami ali pa pač se znajdemo en je šilček, drugi je pa redirka. Potem v paketu je 346 kart, na nekaterih so sličice, kot lahko vidite na tem slajdu.
na nekaterih so pa tudi napisi, ki jih bom pa tudi pokazala. Poleg tega sem v ta škatlo dodala še en tak obsežnejši priročnik, takole, malce bolj debel, kdo so oni, recimo za slovensko različico in who are they za angleško. V tem priročniku, tako, ne vem, če se bo videla, bom dala zaenkrat stop share, se bolje vidi. In sicer na eni strani je v, recimo, stric Luka oziroma Uncle Luke opisan njegov opis v slovenščini in zraven v angleščini, tako da se tudi v priročniku lahko tudi oba jezika primerjata. Prav tako je popis vseh sličic oziroma vseh kart, ki so v priročniku. Če se vidi, ampak je recimo fat pa debel eden zraven drugega napisano, tako da lahko tole bolje vidimo oziroma primerjamo besede. V samem priročniku, kot sem omenila tiste teme, sem razmišljala, o čem bi se pravzaprav lahko pogovarjali še o teh temah. Zdaj, bodi si za prvo triado ali pač še kasneje, niso vsa vprašanja primerna za malčke, ker je ta pravzaprav igra namenjena od stopnje A1 do B2, se pravi nekako za 4 nivoje, ali pa še malo naprej, če imamo domišljijo in še bolj razvijamo stvari. Kar sem hotela povedati je, da sem dodala še vprašanja v slovenščini in v angleščini, o čem se lahko pogovarjamo. Recimo, če je tema oblačila, se lahko med sabo sprašujejo, kaj zdaj nosiš, kaj ponavadi nosiš poleti, kaj nosiš po zimi, kaj nosiš doma in tako. Katera je tvoje najljubše oblačilo, skratka tudi neke priložnosti za pogovor in medsebojno spoznavanje kot neke vrste team building tudi v razredu. Zdaj pa, če se vrnemo nazaj na tale slajd. Priročnik je pa kaj bistveno, sem opisala, kaj je v prvem delu, malo ta vizualna predstavitev, pravzaprav kaj vsebuje škatla in predstavitev tega. V drugem delu so pa opisane, nakratko predstavljene 24 iger, ki se jih lahko igramo s temi karticami. Ni nujno, da je vedno uporabljamo igralno ploščo, velikokrat je dovolj že, če samo kartice uporabljamo. Se jih pa da tudi vse te igre, tudi piše, za katero starostno skupino so primerne, tako da tukaj napisano tudi, ne vem, od 2 naprej. Zdaj na sami škatli piše, da ni primerno za pod 3 osebe, to predvsem zaradi teh manjših delčkov, pač kot vemo, so lahko nevarni, če jih dajo usta, ampak kakorkoli, igro se lahko igra tudi od 2 letnikov naprej in tudi nekatere igre so potem primerne bolj za 12 plus starost. Največ pa moram reči, da je tudi 8 do 10 letnike. Zdaj, tukaj sem izbrala nekaj sličic, ki se pojavljajo tudi na karticah. Želela sem pokazati, da recimo babica Marija v slovenski različici ima tudi podčrtane samoglasnike, kjer je naglas, akcent. To je predvsem izziv za pač tujce, ker ne vejo vedno, kje naglasiti. Če pa ne piše nič, pomeni, da, če ni podčrtano, pomeni, da je na tistem edinem samoglasniku, kjer je, oziroma celo na polglasniku. Tako da to v sami, ta prva škatla sem rekla, da je nekako osredotočena na osebe. Vse se dogaja v povezavi z osebami, opisi oseb, oblačil, značaj, odnosi med njimi in tako. Tako da sem tudi v samo publikacijo umestila tudi na tako družinsko drevo. Vsakega člana sem tudi opisala, poskušala sem uporabiti čim več elementov, ki so tudi, se pravi, čim več besedišča, ki je že tudi v sami škatli na karticah. Tako da se pa tudi, da se tudi narediti, da pač, mislim,
spodbuja se kreativnost, ustvarjalnost, da sami opišejo te osebe na svoj način. So pa tukaj pravzaprav je predstavljeno družinsko drevo, da si lažje predstavljajo, hkrati pa se tudi lahko trenirajo odnosi med njimi, ne vem, tukaj izhajamo iz jaz in potem so tukaj pač moji sorodniki. Zdaj pa, če se predstavimo in izhajamo iz babice Zofija, ima pa pač več vnukov, pravnukov in zetov in snah. Tako da tudi ta element se da izkoristiti. Tukaj sem pripravila, se pravi, kot sem omenila, je 24 iger ali več, pravim ali več, zato ker je vsako možno še nadgraditi malo po svoje. Sem pa tudi pravzaprav vključila eno podjetje, ki se ukvarja prav s preverjanjem navodil za igre, če so dovolj razumljivo napisana, tako da želela tudi to povedati, da smo dali tudi testirati. Tukaj sem naštela nekaj iger in osrednja igra, ki bi jo rada predstavila, je na križarski ladji. In sicer na tej ladji, na tej igralni plošči je taka ladja in cilj je, da figurice, ki jih postavimo najprej na točko A zgoraj, prispejo na točko B na drugi strani te kače oziroma tega potovanja. Kako napredujejo, najprej potrebujejo recimo temu bencin oziroma neko dovoljenje za met kocke, to pa pridobijo tako, da izvlečejo eno kartico in vnaprej se določi, kaj bojo cel krog, celo igro pač počeli učenci. Zdaj, če so najmlajši morda ali pa začetniki, izvlečejo na kartico, zdaj sem izvlekla tole besedo, star, in se mu pač poimenujejo, če so pravilno povedali, grejo naprej. Zdaj, načeloma je učitelj moderator malo posluša, če je pravilno ali ne, načeloma skupina odloči, ali je pravilno ali ne, če dvom, potem pride učitelj zraven in pove, kaj je pač pravilna rešitev. Več nalog se lahko tukaj določi, tukaj res se da pokombinirati glede na starost in na nivo znanja. Recimo, najbolj osnovno je to, da poimenujejo sličico. Potem naslednja je recimo, da v angleščini ali tudi v slovenščini preberejo, se pravi, tukaj je poor in so se pravilno prebrali, grejo naprej. Naslednja nadgradnja tega je, da uporabijo besedo poor ali reven v stavku. In seveda tudi v slovenščini pravi izziv so tudi skloni. Besedo lahko tudi sklanjajo, se pravi, če vzamemo nek samostalnik, tukaj ravno imam mavec, je mavec, ni mavca, da mavcu in tako naprej. Pri angleščini se da to narediti spelling, se vadi spelling, se pravi zapisovanje ali pa izgovarjanje besed, črkovanje besed, tako da je to dodaten izziv. Prej sem omenila, da lahko uporabijo besedo v stavku, lahko še nadgradimo in jo uporabijo v zgodbici, morda se morajo te stavki navezovati drug na drugega od svojih predhodnikov in tako. Poleg tega imajo določene barve tudi svoj pomen in povzročijo, da se nekaj dogaja s figuricami, kar pa bom prepustila da preizkusite v praksi oziroma da pogledate v navodilih, ker je več zadev. To se pravi, zdaj sem na kratko predstavila tole na križarski ladji, ki je nekako osrednji del tega paketa. Predvsem je meni všeč, jaz to dinamiko uporabljam 10 let, odkar sem pač začela učiti skupine in moram reči, da se vedno zelo zabavajo. Jaz pa recimo tudi na ta način namesto na kartice dam na listke recimo vprašanja pred testom in se na tak način pač ponavljajo in se vmes še zabavajo. Kaj še najdemo v tej škatli je tale denar, ki si ga lahko
to stran je dovoljeno fotokopirati, izrezati in potem lahko, kot sem omenila, v tej škatli so tudi oblačila in lahko potem kupujejo, trgujejo, barantajo, sestavljajo dialoge na to temo in tako da fajn je, da lahko primajo nekaj v roke, in da imajo tudi denar, da imajo ta občutek, da se res dogaja trgovanje. Dodala sem še tele 4 kartice oziroma tudi 5. kartica. 5. kartica je prazna. Prazna, kjer praktično se zgodi, da se kakšna kartica založi, pa da ni treba za takoj novega paketa kupovati, ali pa kakšne stvari se pač napiše gor ali nariše, ali pa morda, če želite neko dodatno besedišče dodati v svoj paket, je tudi to možno. Teh kartic je 5. In pa še posebne kartice, ki jih vidite tudi tukaj na slajdu. Jolie ima tudi pač določene posebnosti, prinaša določene bonitete v igro, in pa lahko se uvede tudi to karto, kjer morajo tisto besedo, ki jo izžrebajo, opisati, ne da bi uporabili koren, ali jo narisati, ali jo pač pokazati s pantomimo. To je to. Mogoče se še vrnemo tukaj nazaj. Recimo, prva asociacija je bila, ko sem pripravljala to škatlo, tudi spomin. Zato sem tudi umestila, približno polovica je, zakaj pravim približno, zato ker so družinski člani pač imajo napis gor, mama Katarina. Tukaj ni smiselno, da iščejo par in katera je že mama Katarina, tako da ta je taka kartica, ki je cela, se pravi, ima napis in sličico, sicer pa večina so napisi posebej, slike posebej in zelo priročno se igra tukaj spomin. Zelo pomembno je, da ne uporabite vseh kart, ki so naenkrat notri, za eno skupino, lahko uporabite vse, ampak razdelite pač po mizah, po klopeh. Skratka, na ta način se najhitreje zapomnijo. Ko jaz to preizkušam, pa gremo prvič čez besedišče in že po 2 igrah tega spomina res usvojili pač besedišče, da se ga res dobro spomnijo in vsaj prepoznajo napis, besedo in kakorkoli. Tudi recimo Črnega Petra se da potem nadgraditi s tem, dodaš Jolija zraven in je takoj pač to Črn Peter in potem se dinamika malo spremeni. Skratka, glavni cilj vsega tega je, da z istim besediščem lahko veliko različnih stvari počnemo, da se utrjujejo na različne načine. Recimo, tukaj sem napisala pri zdravniku ali kupim te hlače, skratka gre za dialoge, ki si jih tudi tvori. Duel, sta dva učenca, vsak gre v svojo smer in ko učitelj reče stop ali bum, se obrneta, pokažeta karto drug drugemu in tiska prvi izreče besedo, ki je na karti od drugega, zmaga. Skratka, pa se da to. Dobro, če gremo naprej. A me slišite? Meni piše, da imam unstable internet. Dobro, potem pa samo še takole malo en tak pregled, kaj vsebuje ta škatla, se pravi, kot sem omenila, 24 iger, 346 kart, figurice, kocka in igralna plošča. To je dober pripomoček za poučevanje tujih jezikov in tudi maternega jezika. Igre za učence v šoli, za družine in prijatelje, za različne nivoje od A1 do B2. Moram reči, da sem raziskovala kar nekaj časa, ali obstaja kaj podobnega na trgu in bi z veseljem kupila, če bi izrej bilo tega, ampak nisem nič odkrila podobnega, saj ne tako izdelano. So določeni elementi, ki sem jih pač vključila v to, ampak nek tak kompleksen dodelan pripomoček pa pač ni, tako da bi rekla, da samo zaresno rečem, da je prvi tak izdelek na trgu. Všeč mi je, ker je pač merljivo besedišče, skratka tudi, ne vem, če imate kakšne, če se soočate z minimalnimi standardi, da pač porečete, evo, vsaj tole
te besede pa moraš znati, ne, za pozitivno. Lažje pomnjenje pri učenju skozi igro in kot pedagogi vemo, najlažje se učimo v nekih čustvenih situacijah, tako se najbolj zapomnimo, no, in ravno igre to povzročajo. V tem slovenskem delu je tudi soslovnične tabele za urjenje sklonov, se pravi, da imajo vse na enem mestu, tudi rabo sklonov, kdaj se uporablja. Zdaj za najmlajše verjamem, da boste same našli način, kako jim to predstaviti, je pa ta pripomoček tudi fajn za malo starejše. Skratka, slovnične tabele, da imajo vse neko orientacijo v strukturi jezika, če se igrajo tisto igro, kjer sklanjajo, da imajo kje za pogledati, kaj je že prav. To. Zdaj pa je pač še cena, ki se tudi tukaj spodaj izpisala. Cena je 99 € za tole škatlo, tako da to je vključeno vse. Sem pa tukaj napisala še, za koga je ta zbirka primerna. Za učitelje slovenščine za tujce, predvsem da pomagajo tujcem, za tujce, ki se učijo slovenščino, za učitelje angleščine, za pedagoge DSP. Tukaj sem se pa spomnila še eno stvar, ki sem jo pozabila omeniti, in sicer zakaj so te kartice vse v taki bež barvi. Moram priznati, da bež barva ni moja najljubša barva, ampak sem jo pa uporabila zaradi tega, ker je prijazna bralcem, ki imajo skotopični sindrom. Tudi dislektiki pravijo, da tako lažje berejo, se pravi, gotovo ste že bili na kakšnih predavanjih na to temo, no, fajn je, če ni bela podlaga, in ker jim potem črne črke na beli podlagi plešajo, da je font primeren, velikost, take stvari. Tako da, in pa, ja, da ni svetleč papir. Zato so tudi kartice mat. To smo imeli tudi kar nekaj izzivov v tiskarni, da smo se dogovorili za pravilno teksturo. So tudi malo trše, trpežne, da se jih tudi razkužiti, kar je v današnjih časih pomembno. Ne zdaj sicer potopiti v vodo, ampak obrišete jih pa lahko. Tako da to, no, hočem reči, da verjamem, da bo tudi pedagogom, ki imajo DSP, izvajajo DSP, tudi dodatno strokovno pomoč, dober pripomoček. Potem za tiste, ki imamo odsmok v grlu, ko govorimo angleško, se na ta način skozi te aktivnosti lažje sprostimo in imamo veliko priložnosti za pogovor. Za otroke, ki začenjajo z angleščino, in za tiste, ki že nekaj znamo. Za družabne urice z družino, s prijatelji, tudi za otroke v Montessori vrtcih in šolah, osnovnošolce, srednješolce, za kreativne pisce zanimivih esejev, za usvajanje znanja na vseh nivojih, za dislektike in tiste, ki imajo težave z branjem in pisanjem, torej skotopični sindrom, in pa za vse, ki se radi igramo družabne igre. Tako da, ja, kaj še pripravljamo v sami škatli, je taka QR koda, ki se jo pač poskenira in se potem pride do, imamo dostop do video vsebin, ki jih bomo pripravili. Včasih nam je težko brati tele navodila, sploh če so daljša. Načeloma niso tako dolga navodila, ampak vseeno je fajn, če lahko vidimo, kako to pravzaprav poteka. Tako da konec januarja upam, da bomo to lahko že naložili gor. To je še zelo sveže, namreč od 8.12. je to zunaj na tržišču, tako da ste ena prvih, ki imate priložnost, da vam tole razložim, pojasnim tole igro. Bom pa zelo vesela povratnih informacij. Tiste, ki se boste odločili za uporabo tega, je tudi na škatli, tudi sicer smo komunicirali z vami preko tega e-maila, da lahko pravzaprav morda še kakšne stvari izboljšamo v naslednjih verzijah oziroma v drugih tematskih sklopih. Tako da, doma, v šoli ali na poti, igraj se Lingopoli. Dam še vam priložnost, da me vprašate karkoli, se vam je utrnilo med mojo predstavitvijo. In pa res hvala, ker ste prišli, se zelo veselim takega občinstva.
Ja, pa imam jaz eno vprašanje. Ste rekli, da je pripravljeno za 4 učence, se pravi, najmanj se lahko igrata 2, koliko se jih lahko pa največ igra, če damo kocke, lahko tudi 10-15 ali kako? Lahko. Koliko je to veliko? Bom pokazala. Imamo skupinco 10-15 za učenje slovenščine, zdaj ne vem, koliko se lahko sploh nagnetajo skupaj tukaj. Jaz bi predlagala drugače konkretno tole igramo tako. A3. A3 format, ok. Ja. Načeloma doda se pač več teh figuric, oziroma jaz bi morda celo organizirala v 2 ekipah. Zdaj, če nimate recimo 2 škatel hkrati, ali pa če imate vsaj, ne vem, mogoče eno za angleščino, eno za slovenščino, pa potem se vzamejo igralne plošče, pa se samo kartice razdelijo, pol v tem, pol v tistim, pa se potem vsaj v 2 skupinah. 8, jaz bi rekla, da jih je 8 največ za igralno ploščo, prav za to konkretno igro. Drugače pa tukaj je ogromno igra tudi primernih za cel razred. Jaz sem imela v mislih 30 dijakov oziroma učencev, tako da pač mogoče samo ta konkretna igra, ker je pač igralna plošča, bi res rekla 8, sicer optimalno mislim, da je tako od 2 do 8, oziroma 4 so tako, kar zabavno. Se pa tu, rekla ste, da se 4 igrajo, mislim, sicer je to tudi za enega, konec koncev se da tudi, lahko uporablja tudi samo ena oseba, ali pa pač več. To. Ne, tukaj ni glagolov. Sem pa razmišljala, da bi se dali tudi uvajati glagole, ne vem, če vzamem tole besedo pour, in potem je lahko navodilo uporabi preteklih in pour. Včasih sem bil reven, recimo, zdaj pa nisem več. Aha, pol priročnika zraven igre ne dobimo? Ja, je. Je, samo za modro je vse narejen, za zeleno škatlo, ki so pa glagoli, pa še to. Aha, ok. Bojo pa 4, no. Prva je osebe, druga je vse v zvezi s hrano, pijačo, živali in tako naprej. Pripravo jedi, tretji je potovanja, moja hiša, moj dom, se pravi mesto in predmeti, in pa 4. škatla so glagoli. Da nekako potem zaobjamemo res te glavne teme, ki so pač na vseh nivojih, se vedno znova obravnavajo na različne načine. Jana Petkovič je profesorica tujih jezikov, diplomirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz španskega in češkega jezika s književnostjo. Na španščini je obiskovala pedagoško smer. Poučevala je na 3 osnovnih šolah in 2 srednjih šolah, španščino kot izbirni predmet v osnovnih šolah in kot drugi tuji jezik v srednjih šolah. Že 14 let poučuje tudi na zasebnih tečajih in v jezikovnih šolah, od tega zadnjih 5 let v svoji jezikovni šoli Jezikovno mesto. Poučuje španščino, češčino, slovenščino za tujce in preizkusila se je tudi v poučevanju angleščine na začetni stopnji. Iz vseh pedagoško-andragoških izkušenj črpa ideje za poučevanje jezikov na čim bolj zabaven, igriv način, kjer vključuje vse vrste učnih stilov, tako vidni, slušni in gibalni. Tako je tudi prišla do ideje za projekt družabne igre Lingopoli, ki jo želi razširiti med učitelje z namenom, da jim služi kot odličen pripomoček za kvalitetno izvedbo pouka.